Slišali smo, da tukaj nekje v bližini Ormoža domuje zelo priljubljen in zelo znan beli zajček. Zato smo se odločili, da ga tudi sami poiščemo. Dober dan. Kaj veste, mogoče tu pri vas nekje blizu stanuje beli zajček? Veste mogoče kje? Ne bi vedel. Ne vem jaz. Samo ne mre pa biti daleč. Ne mre biti daleč. Ja. Ga bomo poiskali. Hvala lepa. Super. Hitro najdemo pravo hišo in se polni pričakovanja odpravimo do vhodnih vrat. Dober dan. Dober dan. Je morda pri vas doma kak beli zajček? Ja, mislim, da je, ne? Nekje se skriva zgoraj. Lahko stopimo? Ja, lahko. Kaj, vi ste pa roza zajček? Aha, kar dalje. Na domu belega zajčka, ali ste utrpeli kakšne hujše poškodbe od vašega padca, ki smo ga videli v videu? Ne vem, kaj smem povedati, pa kaj ne smem. Ne, nič, vse je bilo v redu, ne? Nič, nobeni poškodb. Tisti zlom ne omenjava, smo rekla, ne? Ne, nič, dobro. Nič, vse je bilo v redu, nobenih poškodb ni bilo. Natanko mesec dni je od tega, ko ste na YouTube naložili video z naslovom Kam gre beli zajček. Do danes si ga je ogledalo preko 320 000 obiskovalcev. Ste pričakovali takšen uspeh? Ne, seveda nisem pričakoval tega, ne. To je bil boom. Sploh ne vem v bistvu zakaj, ne. Bil je velik boom in sem pač vesel tega, ne. Da vidijo ljudje, kako funkcionirajo slovenski pari, ne. Ja. In zakaj prav beli zajček? Zakaj beli zajček? Ne vem, zato ker pač beli zajček mi je bil takrat na misli in zajčki so mi zelo všeč, no. So taki prijazni, se mi zdi. Vidimo, kaj se je dogajalo na tej strani zaslona. Ne vemo pa, kaj ste dejansko počeli vi takrat za računalnikom, kaj so bile tiste pomembne številke. To je bilo čisto spontano. Računanje kot računanje, no. Zdaj pa naj si vsaki sam razlaga, kaj je bilo to, kaj so bili ti paragrafi in te številke 4, 4, 8. Danes že veste, kam gre beli zajček? Jaz vem, jaz ne vem, če vi veste. Koliko odziva ste dobili na ta vaš video? Šel je v razne kraje, ne, pač na razne načine. Ne vem, Simona, ti praviš, da veš, kam gre, no, kam gre beli zajček? Jaz še bi vseeno pustila, da moj odgovor pride v drugem delu belega zajčka, naj še to ostane skrivnost. Kaj pa sicer, kdo ima pri vas hlače v družini? Ali tudi sicer tepete partnerja? Ne, to ne. Zdaj danes imamo oba hlače v hiši, drugače pa ni fizičnega nasilja v najini vezi, no. Ni ga. Ne, res ga ni. Ne, res ga ni. Ne, ni ga. Ne, pa če sem rekel, da ga ni. Ne, ni ga. Ni. Kako si ti recimo z zajci, ne? Recimo, imaš rada samo bele zajce ali imaš rada še kakšne roza zajce, recimo? Ne, jaz nimam rada zajcev, se imaš rada zajcev? Zakaj ne, če so zajčki taki mehki pa fajni, a? Da. Ja, ne vem. Pa ni lepi zajček, a? Ti roza! Ste imeli morda kdaj, ko ste bili mali, kakšno domačo žival, ki je bila bela in zajčkasta? Ne, edina žival, ki smo imeli doma, je bila siva muca, drugače pa osebno nisem imela nekih domačih živali, no. Kam smo rekli, da gre beli zajček? Ja, beli zajček, ne. Beli zajček gre marsikam, ne. Ampak res, razkrilo se bo v drugem delu oziroma kar misliva, da bo to kar trilogija, ne. Tako da, ampak enkrat jeseni sva se odločila, da bo posnet še tretji del in takrat se bo razkrilo, kam gre beli zajček, ne. Veliko ljudi misli, da gre na živce, ampak v resnici ne gre na živce, ne. Ampak gre nekam drugam. Ne ostane skrivnost. Ali vaju sedaj kaj bolj morda poznajo v slovenskem javnem prostoru? Dobivata kakšne ponudbe že za snemanje videospotov, filmov? Ja, sosedje, sorodniki, prijatelji, vsi dajo samo pozitivne odgovore. Sosedje so rekli, da sedaj pač vidijo, kako se dogaja pri nas, ne, da smo nadzven bili taka fajna, umirjena družina, ne. Pač vemo, kako je v Sloveniji, da se za 4 zidovi vse dogaja, ne. Drugače pa... Je v redu pri nas notri tudi.
A ja, no mislim, pri nas je vse v redu, vse v najlepšem redu, pa ti ima samo rukniku narobe, kaj povem, ne. Vse je v redu, pa radi se imamo, pa še enkrat vse je bilo zaigrano, ne. Ne? Ja, ja. Ja, Ja. ja, vse je bilo zaigrano. Odkot te filmske ambicije? Ste si že v mladosti morda želeli kaj takšnega početi? Ja, jaz sem pač poskušal pred par leti na AGRFT-ju režijo, ampak nisem bil sprejet. Potem sem se vpisal en drugi faks, ki ga sedaj dokončujem, teologijo, in sedaj spet to pač privrelo mogoče ven na planu, ne, da sem se spet začel baviti z temi stvarmi. Bi se dalo s tem tudi kaj zaslužiti morda? Ja, to mi vsi govorijo, ne, to zdaj zasluži s tem, ne. Ampak mislim, da je na 100.000 ogledov na YouTubeu je 1 evro, ne, tako da bogataša ne bova ratala iz tega, ne.